Dober večer. Ja, obljubljam vam lep jesenski večer z zanimivimi sogovorniki, super rock bandom, nagradno igro in povabilom na potepanje po Gruziji. Če vas peča lepotica na sončni strani Kavkaza ne očara, potem bo bolje, da se odpravite kam bližje. Na jabolčno pot, gre za edino učno pot v Sloveniji, vezano na sadjarsko tematiko. Več o njej v nadaljevanju oddaje, najprej pa seveda glasba, ki polepša še tako naporen konec dneva. Nocoj so za glasbo zadolženi sami fantje, rock band Mama rekla in Skozi čas. Življenje je prekratko in počasi bom le prah, ker hitro teče čas. Od rojstva do smrti, bolj zakopajo te zemljo in požerejo te krti. Nisem tisti, ki hitro bi se dal, umreti je še čas, še malo bom ostal. Začel sem živeti, sem mlad in rad žuriram, zato pa se mi iste zagovarjam in podpiram. A nisem se prevzel, ker moram se zavedati, da talenti enkrat grejo in pogumno v smrt pogledat. Si življenja ne kupiš in z leti si po vrsti. Se staramo, umremo in naenkrat smo v krsti. Želim vam samo reči, čas, ki mi je dan, bi rad ga izkoristil in ne bom ga vrgel stran. Še nekaj norih let, upam bom imel, morda pa kakih 60 bom doživel. Grejo leta in tega se zaveram, ko vsak dan na ulici otroke gledam. Naenkrat iz plenic prišujem v osnovno, ko pa ja želim živeti brezčasovno. A nisem se prevzel, ker moram se zavedati, da talenti enkrat grejo in pogumno v smrt pogledat. Si življenja ne kupiš in z leti si po vrsti. Se staramo, umremo in naenkrat smo v krsti. Enkrat in tak gremo vsi. A nisem se prevzel, ker moram se zavedati, da talenti enkrat grejo in pogumno v smrt pogledat. Si življenja ne kupiš in z leti si po vrsti. Se staramo, umremo in naenkrat smo v krsti. Ja, dober večer, fantje, super je tole zvenelo za začetek nocojšnje oddaje. Mama rekla, če se še spomnite, dragi gledalke in gledalci, ste enkrat bili naši glasbeni gostje. Kaj se je v tem letu kaj spremenilo? Marsikaj. Da slišimo, kaj je novega? Ja, izdali smo album, ne? Wow, čestitke, a ne? To je največ, ne? Ogromno špilov, album, zdaj pa kakšni videospot, pa priprave za novi album. Mogoče par besed o albumu, kakšen je, so same avtorske pesmi na njem? Na albumu je 10 avtorskih pesmi, pa ena priredba skupine Martin Krpan. Po naše predelana, malo bolj na hiter način,
malo spidirana. Tako. Katera je to? Še je čas. Še je čas. Aha, še je čas. Ko boste lahko danes tudi čuli v Unplugged preobliki. No, super. Veliko nastopov, tako se kalite, a ne? Tako. Veliko izkušenj. Kadra kakšnega niste zamenjali, vse je ostalo Ne, enako. vse je enako, tako je super, ker nam štima v nulo. Ne. Kje nastopate največ? Največ zdaj čez poletje so biker vikendi, kakšni koncerti, ali pa v kakšnih pubih, ne, zdaj po zimi. Ne. Motoristična srečanja, kako to je? Morda kdo od vas motorist? Smo bili, ja, dva smo, trije. vsi Samo smo- en ni samo bil en ni bil, motorist, ne. ja, smo bili kar vsi, zdaj smo nekako bolj odrasli, ni več časa, zato smo vzeli glasbo bolj resno zadevo v roke. Tako da še zdaj samo gledamo motoriste. Zdajle se nam boste predstavili z drugo pesmijo Nocoj, še si vas bomo nocoj privoščili, še trikrat, torej Slovenija. Morda par besed o tej pesmi. Je to taka malo bolj družbeno kritična, bolj govori o tem stanju, kak je zdaj. Napisali smo že pred kakšnimi 2 leti. Že je bil napoved, kam prihaja, ne, naša država, govori, da jo imaš rad, ne, oziroma računaš na Slovenijo, ampak na koncu, ko jo najbolj rabiš, ne, ni Slovenije, ne, da bi ti pomagala, ne, iz teh hudih časov, ne, oziroma ni služb, ni denarja, ne. Vedno večja socialna stiska in bi se rad na neko Slovenijo oprl in tej pomoči ni, ne. Upajmo, da bo bolje. Ja, seveda, ne. In torej predstavite se družbeno kritični, znate tudi biti Mama rekla, torej in Slovenija. Slovenija, oj ti Slovenija, svoje srce sem ti dal. A zdaj, ko najbolj rabim te, zastonj sem te iskal. Življenje je črno, se kruto poigrava. Včasih pa sem mislil, da se skup je zabava. To je komad zafukane življenju, življenju, ki se bolj podobno je trpljenju. Vsakdo nekaj upa, da lepo bi se imel, vsakdo nekaj dela, da lepše bi živel. Razlogov je še več, da človek se zamisli, brez veze se sekira, se nobene ni koristi. Življenje je peklensko in tak bo to postalo, preveč smo že dreko, tak je rešiti bi se dalo. Ne pozabi, kdo življenje ti je dal. A spomni se svojih tistih dni, ko bila si trdna kot Triglav. Življenje je črno, se kruto poigrava. Včasih pa sem mislil, da se skup je zabava. To je komad zafukane življenju, življenju, ki se bolj podobno je trpljenju. Vsakdo nekaj upa, da lepo bi se imel, vsakdo nekaj dela, da lepše bi živel. Razlogov je še več, da človek se zamisli, brez veze se sekira, se nobene ni koristi. Življenje je peklensko in tak bo to postalo, preveč smo že dreko, tak je rešiti bi se dalo. To je komad zafukane življenju, življenju, ki se bolj podobno je trpljenju. Vsakdo nekaj upa, da lepo bi se imel, vsakdo nekaj dela, da lepše bi živel. Razlogov je še več, da človek se zamisli, brez veze se sekira, se nobene ni koristi. Življenje je peklensko in tak bo to postalo, preveč smo že dreko, tak je rešiti bi se dalo.
Ja, Visoki Kavkaz z mogočnimi gorami, najstarejše vinorodno področje na svetu, cerkve in samostani ter najlepše plaže ob Črnem morju. Tako nekako se predstavi Gruzija, kako pa jo je doživel naš naslednji gost, že dobro znan gost, popotnik in profesor, gospod Davorin Urih, dober večer. Dober večer. Kako ste jo vi doživeli Gruzijo? Tako kot je bilo zdaj opisano, ja, Gruzija je res dežela precejšnjih nasprotij, se pravi imamo Visoki Kavkaz, potem območje, kjer imamo precej nižinskega sveta, pa potem še Srednji Kavkaz ali tale Mali Kavkaz, kjer se potem začne vse skupaj v armensko višavje dvigovati in tam je potem južni del Gruzije. Torej imamo pa seveda še ena zadeva je za Gruzijo značilna tale, da je precej nestanovitna dežela. In sicer imamo 3 avtonomne pokrajine, Abhazijo, Adžaro in pa Južno Osetijo. Tukaj prihaja do sporov med nacionalni spori, pa potem tudi verski spori, kajti Adžara in pa Abhazija in pa Južna Osetija, to so v bistvu dežele, kjer v bistvu prevladuje muslimanska veroizpoved, dočim pa Armenci, se pravi Gruzici so pa v bistvu spadajo k pravoslavni veroizpovedi. Zdaj nekaj fotografij in sicer iz tega samostana, in sicer to je samostan in sicer Vardzija. V drugi polovici 12. stoletja je bil zelo aktiven. V njem je od takratnih najboljših vitalnih časov živelo okoli 2000 menihov. Danes je to nekoliko drugače, danes 6 menihov opravlja svojo nalogo, pojejo različne pesmi in tako dalje, prikazujejo tele značilnosti tega v steno sklesanega mesta. Tukaj smo v reki Kur in sicer ta pomembna reka, ki povezuje, ki potem teče naprej v Azerbajdžan in pa pokrajina okoli nje, veliko je tehle utrdb okoli te reke in sicer utrdbe predvsem zaradi tega, da so varovale te pomembne poti proti Tbilisiju, glavnemu mestu Gruzije. Izgleda zelo lepo, eksotično morda. Precej eksotično, ja, tukaj zdaj sicer ni govedi na cesti in sicer predvsem veliko je tega na gruzijskih cestah. No, tukaj pa smo zdaj in sicer Batumiju, to je pa v bistvu glavno mesto, kot sem povedal, Adžare, te avtonomne pokrajine. Tukaj veliko je tudi parkov in prej smo lahko videli hotel Sheraton v obliki, se pravi, tega svetilnika iz Aleksandrije, potem veliko se obnavlja. Tukaj vidimo zlato runo in sicer Azovni argonavti so to zlato runo ukradli in jo potem, ne boste verjeli, pripeljali celo do Vrhnike, tako nekako govori legenda, kajti so se zmotili in namesto, da bi pluli iz Črnega morja, so zavili v Donavo. No, tukaj pa seveda malo še s konjsko vprego po samem mestu Batumijo. Batumi se gospodarsko usmerja predvsem v turizem, to je lepa obala ob Črnem morju. Tu imamo spomenik in sicer gruzijski abecedi, 33 črke gruzijske abecedi, potem pa veliko teh lepo urejenih, se pravi, trgov, potem tudi hoteli, kempinski se tukaj najdejo in v bistvu v veliki meri se turizem v največjem obsegu nekako uveljavlja na tem območju. No, zdaj pa še malo v notranjost in sicer smo na eni od takšnih lepih območij, trdnjava in sicer govorijo, da je to nova trdnjava in sicer iz časov, ko so na tem območju imeli velik vpliv Turki. Vidimo pa seveda lepo obnovljen kompleks, se pravi tako z džamijo, kakor potem vsemi temi poslopji, ki spadajo v takšen okvir. V bistvu so to lepo obnovili in seveda zdaj tudi v tem kontekstu imajo hotelske usluge, potem tudi množica trgovinic z najrazličnejšimi gruzijskimi spominki in to je v bistvu nekako v tej povezavi in pa seveda zelo pomembna turistična točka. Povejte mi, kako je kaj s tipično hrano,
spet mislim na hrano, še zvečer mislim, Torej, ampak vseeno me zanima. Hrana je kaj. precej podobna, kot bi našli na Balkanu. Veliko je hrane iz žara, ne, in potem tudi veliko je teh zavitkov, pa potem tudi vina imajo dobra, kot smo že povedali, vinorodna dežela na Spodnjem Kavkazu. Pa potem seveda tudi veliko najrazličnejših takšnih pit, kot jih poznamo, ne, recimo kakšne gibance in tako dalje, to vam ponudijo za predjed in tako da je dežela kar precej gostoljubna. Komu bi priporočili obisk Gruzije? Gruzija je v bistvu primerna skoraj za vse, ne, in sicer na eni strani je torej predvsem takšnim skupinam, kot so geografi, ne, da vidijo, kaj se dogaja v Zakaukazju, kakšne so gospodarske razmere, politične razmere. Moram povedati, da v času Sovjetske zveze je prihajalo v Gruzijo okoli 1,5 milijona turistov, danes je to številka znatno zmanjšala, predvsem zaradi te nestabilnosti v sami Gruziji, kot sem že prej povedal, nacionalni spori, pa vojna pred kakšnimi 9 leti se komaj končala med Gruzijo in pa Rusijo in to pač povzroča te nestabilne zadeve. Ne. Ampak je varna sicer. Varna pa je vsekakor, ja. Morda za konec, preden se posloviva, še povabilo našim gledalcem. Pripravljate reportažo oziroma kratki dokumentarec o vašem popotovanju po Azerbajdžanu, Armeniji in Gruziji. Kdaj bo na sporedu? Torej z vašo hišo pripravljamo, ja, se pravi dokumentarce, 3 dokumentarce, Azerbajdžan, potem Armenija in pa se pravi Gruzija. Na sporedu pa upam, da bodo tam nekje v decembru. Kam se odpravljate naslednjič? To pa je še vprašanje, kako bojo finance in kako bo s časom. Čas je financni. Kakšne pa so želje? Želje pa, kakšna Afrika, da malo vidimo življenje v Afriki, kakšen Madagaskar bi bil zanimiv. Takšne so želje. Ja, jaz upam, da se vidimo s kakšnim novim potopisom, sicer pa torej že decembra na naši televiziji si boste lahko podrobneje ogledali in spoznali tako Azerbajdžan, Armenijo in Gruzijo. Hvala lepa. Hvala vam za vaš obisk. Tako in že na vrsti nocojšnja nagradna igra. Tudi nocoj si lahko priborite družinsko vstopnico za ogled Vulkanje, obisk Vulkanje. Že prejšnji teden smo vam predstavili in nocoj je vprašanje zelo lahko, ne? Če ste malce poslušali prejšnji teden, je doživljajski park Vulkanja, se nahaja v okolici gradu na Goričkem, kjer je pred 3 milijoni let bruhal zadnji vulkan na območju današnje Slovenije. In ponovno so ga prebudili v doživljajskem parku Vulkanja, ki ga vidite tudi na naših posnetkih in kjer boste ne samo spoznali, ampak dobesedno doživeli njegov izbruh. Ob tem boste spoznali še veliko zanimivosti o vulkanih in geoloških značilnostih našega planeta in še posebej Goričkega. In sicer nocoj vas sprašujemo, povedati nam morate, kdo od naštetih vas popelje skozi doživljajski park Vulkanja, ali je to A. Lipko, ali sta to B. Krt Oli in čarovnica Eza, ali C. Nodi. Torej, kdo vas popelje na nepozabno potovanje po Vulkaniji, torej A. Lipko, B. Krt Oli in čarovnica Eza ali C. Nodi. Pokličite nas, 02420 12 44 ali 02420 12 50. In odpravili se boste na izlet na Goričko, torej mi vam bomo pa seveda poklonili družinsko vstopnico za 4 osebe. Torej pokličite nas, jaz mislim, da vprašanje ni pretežko, malce če pogledate, pokukajte medtem, ko si bomo mi privoščili še eno pesem nocojšnjih glasbenih gostov in čakamo torej na pravilen odgovor, torej vstopnice za Vulkanjo, torej povedati nam morate, kdo vas bo popeljal na to nepozabno potovanje, A. Lipko, B. Krt Oli ali čarovnica Eza ali C. Nodi. Čakam na vaše odgovore, medtem pa malce glasbenega premora. Nocoj za to skrbi band Mama Rekla in še je čas.
v očeh zamenjal sem za pesek. Za opiko prodal sem svoj obraz, svojo senco za 500 kvadratov. In je bavil nekaj psov, da krešajo mi čas. Zdaj živim v tej hiši, svoji zlati hiši. Rad odpiram le še tistim, ki prinašajo mi sveže jajca in odnašajo smeti. Še je čas, da izvem, kaj je dobro, naj ostanem ali grem. Še je čas, da izvem, kaj je prav in kaj ne smem. Zdaj je čas, da izvem, naj ostanem ali grem. Morda daj pod robom ograjo, morda daj pobegnil bomo tudi. V hišo sem uselil po nov obraz, z novimi iskrenimi očmi in si stanejo le vsi. Še je čas, da izvem, kaj je dobro, naj ostanem ali grem. Še je čas, da izvem, kaj je prav in kaj ne smem. Ali zdalo mi bo oblačno nebo. Še je čas, da izvem, kaj je dobro, naj ostanem ali grem. Še je čas, da izvem, kaj je prav in kaj ne smem. Ali zdalo mi bo oblačno nebo. Še je čas, da izvem, kaj je dobro, naj ostanem ali grem. Še je čas, da izvem, kaj je prav in kaj ne smem. Ali zdalo mi bo oblačno nebo. Še je čas, da izvem, kaj je dobro, naj ostanem ali grem. Še je čas, da izvem, kaj je prav in kaj ne smem. Ali zdalo mi bo oblačno nebo. Takole, jaz mislim, da bi Vlado Kreslin in fantje skupine Martin Krpan bili zelo ponosni na vas, a ne? Ja, Na upam, to ne. priredbo. Ja, niso še čuli, ne. Mogoče so danes. No, Kreslin ne slišal, ne, se smo Ja, te obstali, no. variante ne. A ja, to pa ne. Ja. Original varianta na albumu je v bistvu v rockerski preobleki, bolj trdi rockerski preobleki, kot smo že prej povedali. Tisto smo poslali Vladeku, da se tako da Če se izražam. strinja, ne? Ja, nam je dal dovoljenje, tudi gospod Klinar nam je dal tudi žegn, da smo lahko to posneli. Tako da mi smo sigurno ponosni, da smo to naredili, tako da oni pa upamo, da tudi ne. S kom bi morda želeli nastopiti, kdo vam je največja faca na slovenski glasbeni sceni, da tako vprašam? Koga ste že spoznali, morda bili predskupina? Nastopali smo že z zelo dobrimi mi dva, potem Bigfoot Mamo, Stabujame, tako da ne vem, če še sploh lahko v Sloveniji kaj dobimo, ne. Siddharta recimo še nas čaka, so že klicali nekaj, da bi lahko bili z nami, pa To je joke. bomo videli, ne. Jan Plestenjak drug teden, ne? Ja, tudi Ste to se je pohvalili. res. Ja, Tako, ja. tako. Gremo na prvi rok prireditve, smo bili izbrani na tečaju skupin, smo dobili največ lajkov na Facebooku, očitno nas tudi publika podpira, da gremo naprej, to, kaj delamo. Tako da drugi torek gremo na prvi rok. Torej greste drugi torek na prvi rok. Povejte, igrate samo svoje skladbe na teh nastopih, na koncertih ali tudi... Ne, dosti priredb, ne, svoje komade, zdaj pa kak je, ne, kak je publika, ne. Če je treba malo naspidirati, ne, pač besede iz uporabo, te priredbe, ne, take za čago, ne.
Tako da čim bolj, da skačejo. Ja, imamo pa tudi prvič na obisku skupino, ki ima, bom rekla, ne prav prijetno izkušnjo, torej z oddajo Slovenija ima talent. Tja ste se tudi prijavili. Kako to, da ste se odločili in kakšna je pravzaprav vaša izkušnja in kaj bi svetovali mladim rock bandom? Naj se odločijo za tak korak? Ne? Ne, absolutno ne. Slovenija ima talent, je v bistvu išče ponavadi nekšnega posameznika in še to bolj v pop vodah. Ne. Tako da v bistvu rock skupina lahko dobi neko priložnost, da se Sloveniji pokaže, ne. Ampak ne more pričakovati kakšnega uspeha tam. Edino, kaj dobi dobro promocijo. Ne. Zdaj pa, če se jim tako zgodi, kot se je nam, ki so menda kamermani pozabili snemati, niti tega nima. Ne. Ti imaš samo en ne greš. Ja. To si gor, ono ostalo te ni. Ja, nocoj nam boste še eno zaigrali. Menda še dve, ne. Še dve, Puberteta je naslednja. Ja, tako je, še dve, sicer pa poklepetali, nocoj več ne bomo. Več o vas, mama rekla, vaši potencialni, bodoči, torej oboževalci najdejo več na vaši Facebook strani, spletni strani. Samo v Google, pa mama rekla, pa... Na Facebooku smo pa skos, ne. Ja. Ja, srečno, fantje, hvala, da ste bili nocoj naši gostje, še bodo poskrbeli za glasbo in pa druga Puberteta. Mama rekla, potem pa gremo dalje. In se spominjam tisti dni, ko sem bil še ti, iz šolskih dni. Se spomnim stvari, ki že dolgo več ni. In so tista leta, ko bil sem brez skrbi. A če ne bi bilo tako in bi se drugače šlo, ali bi kaj boljše bilo? A lahko bi to sploh spoznal? Napisal sem pesem, ki vam nič ne pove. Dobro vem, kaj lahko in kaj ne. Ko zapojem ta refren, vem, da na te mislim le. Napisal sem pesem, ki vam nič ne pove. Dobro vem, kaj lahko in kaj ne. Ko zapojem ta refren, vem, da na te mislim le. Ko zdaj razmišljam na to, kako čas beži, pozabljam na to, del tega mene je bilo. Ako preteče toliko dni, se spet pojaviš ti, se meni nekaj znova prebori. A če ne bi bilo tako in bi se drugače šlo, ali bi kaj boljše bilo? A lahko bi to sploh spoznal? Napisal sem pesem, ki vam nič ne pove. Dobro vem, kaj lahko in kaj ne. Ko zapojem ta refren, vem, da na te mislim le. Napisal sem pesem, ki vam nič ne pove. Dobro vem, kaj lahko in kaj ne. Ko zapojem ta refren, vem, da na te mislim le.
Selnica ob Dravi ima novo turistično pridobitev, Jabolčno pot. To je edina učna pot v Sloveniji, vezana na sadjarsko tematiko, ima pa tudi rekreativni in turistični značaj. Dober večer želim Kristini Lešnik. Dober večer, gospa Lešnik. Lepo pozdravljeni. Jabolčna pot, zanimivo se sliši, zabavno, rekreativno. Kaj ponuja in kje je točno ta Jabolčna pot? Jabolčna pot je nekje v dolžini 5 km in sicer iz centra Selnice med Sadovnjaki poteka do kraja Fala, v bližini hidroelektrarne Fala. Na tej poti oziroma to pot smo uredili, opremili z urbano opremo, z mizami, klopmi, stojali za kolesa, koši za odpadke, 2 pitnikoma. Imamo 6 tematskih tabel, s katerih se lahko vsak popotnik oziroma pohodnik pouči o pridelavi in predelavi jabolk v našem kraju. Predvsem pa je osrednji pomen poudariti jabolko kot zdravo živilo za naš organizem. Jabolčna pot seveda v Selnici ob Dravi ni naključna, tudi v grbu vašega kraja je seveda jabolko in seveda je to področje značilno znano po jabolkih. Ja, tako. Tradicija pridelave jabolk sega že daleč nazaj, v 60. leta prejšnjega tisočletja, z ustanovitvijo zadružništva. Kasneje pa se je kar precej okoliških kmetij začelo ukvarjati z pridelavo in kasneje tudi z predelavo jabolk. Tako da je zdaj glavni vir dohodka zadrug in pa teh sadjarskih kmetij pridelava in predelava jabolk. Pripravili ste tudi muzej na prostem. Kaj zanimivega se tam nahaja in kako izgleda pravzaprav muzej na prostem? Kot osrednja točka na tej naši jabolčni poti imamo kozolec, pod katerim imamo postavljene različne stare sadjarske pripomočke in orodja, opremljena tudi z starimi imeni. Lepo izgleda, potrebno je priti pogledati pa videti. Na voljo je tudi izposoja koles, torej za vse tiste, ki nekako ugotovijo, da je vseeno bolje voziti kolo kot hoditi peš, kje najdejo kolesa. Se treba prej najaviti, rezervirati kolo, je velika gneča tudi sicer. V okviru projekta smo nabavili tudi kolesa, katera so namenjena predvsem za družinski turizem. Lokacija teh koles je zaenkrat še v občinski stavbi. Drugače pa je potrebno se najaviti naprej za soboto in nedeljo, takrat, ko ne delamo, in sicer na info@selnica.si mogoče ali pa po telefonu. So morda na voljo tudi kakšni vodiči, če bi obiskovalci Jabolčne poti želeli dobiti več informacij, kako poteka, mogoče celo kakšnega vodiča z zanimivimi informacijami? Tako imamo izobražena 2 lokalna vodiča za ta namen. Pripravljeni so nam pa priskočiti na pomoč z vodenjem strokovnega dela Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, ki je tudi naš partner v projektu. Partner v projektu je tudi turistično društvo Selnica ob Dravi, nosilec projekta pa občina Selnica ob Dravi. Glede na to, da zdaj nekaj časa že poteka ta projekt, kakšen je odziv? Ja, otvoritev smo imeli sedaj v nedeljo, 29.9. Žal smo imeli slabše vreme, ampak obisk je bil kar velik, tako da upam, da bo zaživela ta naša jabolčna pot. Kaj se torej naučijo obiskovalci na tej učni jabolčni poti? Lahko tudi poizkušajo izdelke, nabirajo jabolka, kar nekaj ste jih prinesli tudi s seboj od soka, suhega sadja. Tukaj nekaj malce drugačnega, malce bolj močnega vidim tukaj v eni steklenici. To je jabolčni liker, tako jabolčni sok, jabolčni čips, jabolčni suhi krhlji in pa sveža
jabolka, seveda v ponudbi naših pridelovalcev. Kaj pa je z štrudlom jabolčnim, s kraljico, jabolčno kraljico, ne samo vinska kraljica, ne obstaja po novem tudi jabolčna kraljica, za kar ste poskrbeli vi, torej v Selnici ob Dravi. Tako, imamo jabolčno kraljico, katera je voljena vsaki 2 leti. Kakšne kvalitete mora imeti jabolčna kraljica? Jabolčna kraljica mora predvsem biti iz domačega okolja, domačinka, poznati vrste jabolk. Speči tudi jabolčni zavitek, morda? Komunikativna, speči, dobra gospodinja. To so že danes velike zahteve, bomo rekli, ne? Ali pa tudi ne. Kako dolgo bo trajala ta jabolčna pot, koliko časa do zime? Dokler bodo trajale? Če bo lepo vreme po zimi, pot suha, je možno tudi hoditi po njej po zimi, ne? Tako da ne glede na to, kako se obarvajo listi dreves, pade sneg ali je lepo, pot je odprta celo leto. Torej, vabljeni, drage gledalke in gledalci, če vas ne mika vinska cesta, imate na voljo po novem v bližini Maribora jabolčno pot. Hvala lepa za nocoj, gospa Lešnik, in se vidimo. Hvala za vabilo in pa prisrčno vabljeni. Hvala lepa še enkrat. Takole, mama rekla znova z nami in za tebe bi lagal. Čakal sem na to poletje in upal, da boš tam. A zdaj, ko vidim, da te ni, sem prišel za manj. Kje si zadile, s kom si, kje je to poletje? Ko sva se ljubila in se na plaži zvezdam prepustila. Za tebe ni lagal, za tebe se selil na drug planet. Le razmano mi bila, bi ljubila se do dna. Za tebe ni lagal, za tebe se selil na drug planet. Le razmano mi bila, bi ljubila se do dna. Za tebe, ki sem mislil, da me ljubiš. A zdaj sem spoznal, da bilo je vse zaman. Kje si zatile, s kom si, kje je to poletje? Ko luna je sijala, midva pa se divje se igrala. Za tebe ni lagal, za tebe se selil na drug planet. Le razmano mi bila, bi ljubila se do dna. Za tebe ni lagal, za tebe se selil na drug planet. Le razmano mi bila, bi ljubila se do dna. Za tebe ni lagal, za tebe se selil na drug planet. Le razmano mi bila,
bi ljubila se do dna. Za tebe bi lagal, za tebe se selil na drug planet. Le z mano bi bila, bi ljubila se do dna. Za tebe bi lagal, za tebe se selil na drug planet. Le z mano bi bila, bi ljubila se do dna. Za tebe bi lagal, za tebe se selil na drug planet. Le z mano bi bila, bi ljubila se do dna. Le z mano bi bila, bi ljubila se do dna. Preden nadaljujemo zadnjo nocojšnjo temo, naj vas še enkrat povabim, da nas pokličete za nagradno vprašanje na temo Vulkanje. 4 vstopnice še vedno čakajo na vas, da se odpravite na izlet na Goričko, kjer si boste lahko podrobneje ogledali in raziskali Vulkanjo. Takole, le pokličite nas, vstopnice so vaše in se lahko odpravite, če že ne boste odšli na jabolčno pot, torej na Goričko, na izgled, da podrobneje raziščete Vulkanjo, torej pokličite nas. No, za konec nocojšnje oddaje pa bomo predstavili projekt, ki so si ga zamislili na Srednji ekonomski šoli v Mariboru, 6 milijonov ladjic za 6 milijonov žrtev holokausta. Dober večer želim Denis Beras in Žan Visočnik, dijaka 3. letnika Srednje ekonomske šole. Dober večer. Dober večer. Vidva sta vodja tega projekta. Za kakšen projekt gre? 6 milijonov ladjic. No, gre za spomin na žrtve holokausta, kot ste rekli. Začelo se bo vse na trgu Borisa Kidriča, ki bo seveda, okrog katerega bo stala bodeča žica, ki jo je omogočila Slovenska vojska. Potem bomo v sodelovanju z lesarsko šolo tudi postavili tablo, kopijo table Arbeit macht frei iz Auschwitza. Potem bomo pa od tam s temi ladjicami jih v vrsto postavili vse do naše Srednje ekonomske šole, pa potem po šoli pa do kletnih prostorov, kjer bo v telovadnici pa kratek program. 6 milijonov ladjic boste spustili morda tudi po naši reki Dravi. Žan? Ne, verjetno ne bomo na začetku bila ta ideja, ampak se je pol vse prestavilo, zaradi ogromnega števila se je potem prestavilo na ta trg Borisa Kidriča, tudi iz ekološkega vidika. In kasneje se bo ta papir recikliral in namenil denar, ki se bo pridobil iz reciklacije, se bo namenil za indijske otroke. Odkot ideja? Kdo se je tega spomnil? Se mi zdi, da je tokrat niso za vse krivi dijaki, ampak kar profesora, ne? Ja. Njegova on se čuti predan, da govori za žrtve holokausta. Tudi pri predavanjih v šoli, pri pouku, zelo živeto, zelo lepo. In potem je z njegove strani padla ideja, da bi naredili 6 milijonov ladjic. Zdaj v bistvu 3 tedni smo že, danes je točno 3 tedne, odkar smo začeli s projektom, pa potem, zdaj smo že naredili okrog 28 tisoč. Ja, no, če bo število malo manjše, se ne bomo ozirali na to, ampak čim več, da bi... Da dobimo nekakšno predstavo, koliko je pravzaprav to število. In k sodelovanju seveda vabite tudi druge srednješolce iz drugih slovenskih srednjih šol, kje boste morda kakšno spletno stran postavili v ta namen, morda Facebook, kot je zelo popularno. O tem še nismo ravno razmišljali, saj je ta projekt šele v fazi izgradnje. Verjetno pa bomo tudi sledili tem trendom in naredili Facebook stran. Gremo malo bolj na staromoden način in od ust do ust prenašamo. Profesor je obvestil
Šole zdaj uradno sta se nam pridružili že osnovna šola starše, pa potem psihiatrična klinika v Ljubljani, pa potem tudi dom upokojencev. Upamo na čim večje število šol, ustanov. Jaz mislim, da boste zlahka zbrali in naredili 6 milijonov ladjic. Tudi mi upamo. Ja. In seveda vse skupaj gre za dobrodelni namen, o čemer bomo seveda, to se bo zgodilo seveda na obletnico holokausta v mesecu marcu. Do takrat jih je treba izdelati. Ne bo problema. Ne bo problema, Ne. ne? Tako je, še kar nekaj časa je pred vami. O tem bomo seveda še poročali tudi v naši oddaji. Veliko sreče, a ne s projektom, in mislim, da boste pritegnili marsikaterega srednješolca in seveda tudi mnoge druge po Sloveniji. Hvala lepa, fanta, za nocoj. Takole, mi smo pa tudi prišli do konca nocojšnje oddaje. Upam, da ste uživali v naši družbi, za vsakogar nekaj, saj veste, imenujemo se navsezadnje oddaja Koktajl. Bodite z nami znova prihodnji torek, nova vsebina, nove glasbene goste bomo povabili na obisk k nam. Želim vam lep preostanek tedna, lep večer še naprej in se vidimo znova prihodnjič. Lahko noč.